Mogoče, če začnemo s to včerajšnjo izjavo ministra Hojsa, ko je napovedal, da se že razmišlja o obveznem cepljenju za javno upravo, predvsem za policijo. Ali je strokovna skupina za cepljenje kakršnokoli mnenje glede tega podala? Ne, o tem nismo razpravljali. Če bi se šli obvezno cepljenje, je to, bi rekla, smiselno sploh uvajati obvezno cepljenje, po vašem mnenju? Torej, to je kar zelo kompleksno vprašanje. O tem, ali uvajati obvezno cepljenje ali ne, je razpravljala Svetovna zdravstvena organizacija spomladi. Ob tem je izrecno povedala, da se ne želi opredeljevati, ali je obvezno cepljenje smiselno ali ne, torej ali ga podpira ali ga zavrača, ker gre pač za reševanje določenih situacij, ki so lokalne. In če čisto na kratko povzamem pač to razmišljanje Svetovne zdravstvene organizacije, ki je pravzaprav tudi naše razmišljanje, na eni strani gre za velikost problema in potem za nekje sorazmernost tega ukrepa. Prav gotovo imamo v Sloveniji zelo velik problem z sorazmerno nizko precepljenostjo, zlasti populacije, ki je rizična, pri kateri se pričakuje, da je možen sprejem v bolnišnico, se pravi hud potek COVID in življenjska ogroženost. Potem seveda gre tukaj za učinkovitost in varnost cepiv, tukaj se podatki seveda zbirajo, nabirajo, mislim, da smo v varnost cepiv že bistveno bolj prepričani, kot smo bili prav na začetku. Potem seveda je vedno debata o razpoložljivosti cepiva, cepivo pri nas je na razpolago, tako da to recimo ni kakšen tak problem. Potem je pa še ta vidik etičnosti, za katero skupino je to namenjeno, ne, kako je tam v tej skupini sprejemljiv tak ukrep in pa seveda, kako to sprejemajo ljudje. V Sloveniji imamo, kar se tega tiče, neko posebno situacijo, ker imamo uvedeno obvezno cepljenje, za razliko od velikega dela evropskih držav pri otrocih. Torej, to nekje pomeni, to je nek signal, da je v Sloveniji obvezno cepljenje sprejemljivo. S tem se je sicer že kar nekaj let nazaj, mislim, da je bilo to 2004, strinjalo tudi Ustavno sodišče in to mnenje je zelo podrobno napisano in v bistvu nekje poudarja pravzaprav nekje podobne stvari kot Svetovna zdravstvena organizacija, torej gre za neko sorazmerje med odločitvijo posameznika in ogroženostjo celotne družbe zaradi neke konkretne nalezljive bolezni. In takrat je bilo za otroška cepljenja v Sloveniji pač je obveljala presoja, da obvezno cepljenje obdržimo. Zato je seveda, mislim, da na mestu razmišljanje, da je verjetno v Sloveniji lažje reševati problem precepljenosti z obveznim cepljenjem, ker je to nekaj, kar je v družbi že na splošno sprejemljivo, kot če bi neko obvezno cepljenje uvajali v državah, kjer tega ne poznajo. Tam je pa spet seveda precejšnja razlika, so države, kjer nimajo obveznega cepljenja, pa dosegajo proti vsem boleznim visoko stopnjo precepljenosti. Ker je bilo skozi leta, to se ne da narediti na kratko, vloženo ogromno v edukacijo ljudi, v informacije, v to, da se pravzaprav vsak posameznik že skozi svojo dobesedno osnovnošolsko izobrazbo zaveda, da je toliko zdravstveno pismen, da ve, zakaj pri cepljenju gre. In potem so še različne druge kombinacije pač držav, kjer so uvajali določena obvezna cepljenja. Skratka, spet smo pri nekem sprejemljivosti obveznega cepljenja na eni strani in tem, kaj država uspe doseči, kar se tiče precepljenosti brez obveznega cepljenja. V nekem idealnem svetu seveda je neprimerno bolj sprejemljivo in dobrodošlo to, da se ljudje zavedamo, da smo dovolj informirani, da se cepimo in potem se v dovolj veliki meri cepimo, tako da preprečimo te hude posledice epidemije. Zdaj nekaj moramo vedeti, mogoče je to premalo povedano, namreč ob tej situaciji, ki jo imamo sedaj, ob tej delta različici, gre za tako kužno bolezen, da bi morali doseči dobesedno 90 ali več odstotno precepljenost, če bi želeli s precepljenostjo epidemijo ustavljati.
To ni mogoče že zato, ker cepiva niso odobrena za otroke. Seveda epidemijo ustavlja dovolj velik delež ljudi, ki so imuni, torej cepljeni in preboleli. Tukaj seveda imamo možnost, da s čim večjo mero precepljenih dosežemo skupaj z prebolelimi to stanje, v katerem se bo epidemija začela ustavljati. Tisto, kar še lahko dosežemo s cepljenjem, ker je tako izrecno pomembno in tako poudarjamo, je pa to, da se zaščiti ranljive skupine. Zato, da ne potrebujemo njihove obravnave v bolnišnici in seveda lahko zato ne samo zaščitimo neposredno njihova življenja, ampak zaščitimo pravzaprav zdravje in življenje vseh tistih, ki sočasno v istem času potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Pa lahko torej vsi ti argumenti verjetno so potem v vaši skupini na mizi oziroma razpravljate o tem, ne? Nismo, tega vprašanja niti ne odprli, pač gre za razmišljanje različnih kolegov, nepovezano tudi moje razmišljanje. Zaenkrat to na kakšen tak formaliziran način ni bilo obravnavano, vsaj v zadnjem času ne. Ukolikor pa bi bilo, ne, zdaj smo slišali, minister razmišljal, kaj lahko pričakujemo za prihodnjih dneh? Težko vam rečem, zdaj, če bo ministrstvo naslovilo neko tako vprašanje na posvetovalno skupino, potem bomo seveda dolžni na to, oziroma na NIJZ, potem bomo seveda dolžni podati na to neko mnenje. Vam ne znam povedati. Lahko še glede tretjega oziroma poživitvenega odmerka. Torej, ta teden se je začelo cepljenje, v bistvu za širšo skupino, kdo vse pride v tem trenutku upoštev, da prejme ta tretji poživitveni odmerek? Torej, v prvi vrsti se nam zdi smiselno, da poživitveni odmerek prejmejo tisti, ki so bili prvič cepljeni v začetku te cepilne kampanje. To se pa seveda prekriva z skupino posebej ranljivih ljudi, torej starejših od 70 let in tistimi, ki imajo posebej hude kronične bolezni. No, predtem pa smo že svetovali tako imenovani dodatni tretji odmerek, to je pa za tiste ljudi, ki predvidoma niso dobro odgovorili zaradi svoje hude imunske motnje na prva dva odmerka. Tukaj gre malo za drugačno pozicioniranje, drugačen razlog za tretji odmerek. V prejšnjih rundah recimo smo vedno čakali EMO, da odobri cepivo, kot je na primer AstraZeneca in tako naprej. Trenutno Evropska agencija za zdravila še ni sprejela nobene končne odločitve o tem, vi ste ga. Kaj je tokrat razlika, o čem se razlikuje to, da tokrat ne čakamo Evropske agencije? Ja, torej tako nasplošno, če povem, zdravila se praviloma uporabljajo skladno z tem, kako so odobrena. Potem pa obstajajo situacije, kjer recimo se to besedilo odobritve ne spremeni, ne odobrijo se nove indikacije ali pa novi načini odmerjanja, imamo pa neke podatke, neke raziskave, na katerih temelji ta uporaba, ki se razlikuje od tega, kako je bilo to zdravilo ali pa cepivo odobreno. To velja nasplošno in velja tudi v tem primeru. V bistvu ne gre za neodobritev cepiva, cepivo je odobreno, gre samo za drugačno odmerno shemo, se pravi shemo s tretjim odmerkom. In to naše priporočilo temelji pač na eni strani na podatkih, na raziskavah, na drugi strani pa na specifični situaciji v Sloveniji, kjer bi pravzaprav ob pričakovanem in zdaj že opazovanem velikem prilivu ljudi z COVID-19 v bolnišnice, zato ker niso cepljeni, imamo še en del, ki prihaja kljub temu, da je bil cepljen, ker seveda cepivo ne deluje 100% in s tem tretjim odmerkom bi lahko ta del nekoliko zmanjšali. Problem je seveda v Sloveniji večji kot v kakšni drugi državi, kjer je delež cepljenja te rizične populacije večji. Na vsak način gre za priporočilo, tudi sicer pač cepljenje proti COVID-19
kot veste, smo ravno govorili, ni obvezno. Seveda je pa pomembno, da so ljudje seznanjeni s tem, da gre za uporabo tega zdravila, tega cepiva, izven tega, kar je odobreno. Zdaj, praviloma pri kakšnih večjih odklonih od tega, kar je odobreno, na ta način seznanjamo paciente tudi sicer. No, prav to me zanima, marsikdo, ko je zagledal to izjavo, ki jo dobimo ob podpisu, ko prejmemo tretji odmerek, da gre za off-label uporabo, ljudje so se majčkeno ustrašili. Za kakšno izjavo gre v bistvu, ko podpišemo? Torej, gre za seznanitev, da vedo, da gre za uporabo izven registracije. Samo za seznanitev, da gre za uporabo izven registracije. Sicer za cepljenje prevladuje mnenje, ne samo za COVID-19, tudi sicer, da to ni tako velik poseg v organizem, da bi potrebovali soglasje za poseg. Kako pa dače cepljenje s tretjim odmerkom, koliko je zanimanja? Menda kar precejšno zanimanje pri teh skupinah starejših ljudi, ki so dovolj osveščeni, je zanimanje kar precejšnje. Vam pa ne morem povedati v številkah, to so pač komentarji kolegov, ki so bili na cepilnih mestih v prav zadnji čas. Glede po 6 mesecev. Mora meniti 6 mesecev, je to priporočeno? To je priporočeno. Po podatkih, ki so na voljo, raziskavah, ki so bile že objavljene, je to nek čas, po katerem se smatra, da pride do enega takega bolj pomembnega ugašanja imunosti pridobljene s cepljenjem. Države se tukaj odločajo drugače, različno, nekateri kasneje. Zaenkrat je to priporočeno. Pred 4 tedni prav gotovo ne, zato ker te sheme nekje določena shema zagotavlja boljši odgovor in praviloma so daljši razmaki povzročijo potem ponavadi boljši odgovor, ampak tukaj ni nobenih raziskav, ki bi primerjale poživitvene odmerke prej ali potem, tako da je to pač neka orientacija po 6 mesecih. No, glede prebolelosti, zdaj je 8 mesecev in ne 6 več. Kako so v bistvu dobro zaščiteni prebolevniki, kaj bi rekli? Zadnji podatki kažejo, da so razmerno dobro. Tako da se zna to obdobje še podaljševati. To pomeni ne 8 in še več? Lahko da še več, ja. Lahko da še več, spremljamo pač, kako poteka, kako pogoste so ponovne okužbe pri prebolevnikih in niso pogoste. Seveda vsaka odločitev potegne za sabo nekaj tveganja, nekateri zbolijo vendarle kot prebolevniki ponovno, ampak glede na to, kar kažejo podatki, pač bo možno to še podaljšati. A so med hospitaliziranimi? Ne vem pa povedati, mislim, da praktično ne. Lahko še prosim za eno, kar izvoli po mestu. Bi lahko mogoče še enkrat, kaj se zgodi, ko dobimo tretji odmerek, kolikšna je potem zaščita? Torej, izraelski podatki kažejo, da je zaščita tam 4-krat, 5-krat boljša kot samo po 2 odmerkih. Toliko se zmanjša možnost, da bi prišlo do okužbe. To je kar obetaven podatek, gre za sicer prve take podatke, ki so pa narejeni na kar obsežnem številu ljudi. Kot veste, so šli v Izraelu v zelo široko kampanjo s tretjim odmerkom in ti podatki so videti kar zanesljivi. Seveda, vedno pa je pri raziskavah pač neka metodologija, ki vedno dopušča neke možnosti, da bo kakšna druga raziskava pokazala kaj drugačnega, mogoče bodo ta razmerja malo drugačna, ampak vendarle, poživitveni odmerek prav gotovo prinese višjo koncentracijo protiteles, ki je verjetno pomembna, tako zaradi ugašanja imunosti, kot na drugi strani preteče okužbe z delta različico. Vas lahko prosim za eno oceno, zdaj smo v tem 4. valu, vidimo preko 1000 vsak dan, število v bolnišnicah se eksponentno narašča. Zdaj, sicer po eni strani slišimo, ne bomo zapirali države, po drugi strani so tudi neke mnenja, da nekako drugače ne bo šlo, kot je bilo lani spomladi, kjer so se potem pokazali neki rezultati. Kaj pravite vi?
Ja, torej nedvomno so te metode, starinske, par stolet stare metode preprečevanja prenosov z karantenami, omejevanji gibanja učinkovite. To prav gotovo drži. V Sloveniji niso bile zelo učinkovite, ker so bile verjetno zelo slabo upoštevane, ampak vendarle smo s tem uspeli s težavo ustvariti plato, da nam število hospitaliziranih ni naraščalo. Tako da na koncu smo zdržali prav zaradi teh ukrepov. Kaj se bo v Sloveniji zgodilo? Torej veliko upov polagamo v to pravilo PCT, torej da do vseh zbiranj ljudi prihaja na kar se da varen način. Seveda je pa pomembno upoštevanje, tako kot je bilo lani upoštevanje drugih ukrepov in tukaj seveda mora svojo vlogo opraviti tudi na eni strani nadzor, na drugi strani pa čim več razlage ljudem, zakaj je to tako zelo pomembno. Pristop je seveda nov, nimamo nekih kontroliranih, randomiziranih raziskav, na podlagi katerih bi lahko ta pristop temeljili, ker tega časa, se veste, enostavno ni. Na eni strani ni časa, treba je nekaj ukreniti, na drugi strani bi bilo v teh časih neetično nekako nekatere ljudi pustiti, da se družijo brez in druge z temi ukrepi, ker bi na ta način dobesedno tvegali življenje nekaterih ljudi. Tako da pač obstaja neko razumno upanje, da bomo uspeli na ta način omejevati epidemijo oziroma jo spraviti na tak način, da bo obvladljiv. Zdaj seveda podatki iz drugih držav pač kažejo, da se da predvsem z visoko ravnjo cepljenih vzdrževati epidemijo, se pravi ta del, ki bremeni potem bolnišnice in dejansko vpliva na zdravje ljudi. Če pogledamo trenutno recimo situacijo v Italiji, kjer primeri ne naraščajo, ampak so nekje stabilni, njihovo tako mnenje med kolegi je, da je pomembno to zelo dosledno upoštevanje pogoja PCT. Tako da na to bi na vsak način apelirala. To je tisto, kar nas lahko v tej situaciji reši pred zapiranjem in seveda predvsem bi se morali tega zavedati tiste dejavnosti, ki so ponavadi prve na udaru, kadar govorimo o zapiranju. Lahko mogoče še en vaš komentar glede na te številke, da okužen je v bistvu vsak 180 prebivalec, bolnišnice sprejemajo po 30 ljudi na dan, 2 dni imamo zdaj čez 1000 okužb. Kaj vi pričakujete? Ja. Torej, vendarle pričakujem, da se bo postopno ta trend umiril zaradi počasnega povečevanja cepljenih, zlasti rizičnih. Mene pravzaprav niti ne skrbi tako zelo naraščanje števila okuženih. Če uspemo z ustrezno precepljenostjo preprečiti okužbe pri ljudeh, ki so posebej ogroženi. To seveda ne pomeni, da ne pride pri posameznikih, ki so mladi, celo pri otrocih, lahko do hudih okužb zaradi seveda velikih številk hudega širjenja. Tako da tukaj seveda je treba na individualni ravni vedeti, da je treba pač se zaščititi in si pač pomagati, da do okužbe ne pride z načinom vedenja in z cepljenjem, z pogostim testiranjem. Kaj pa pri prebolevnikih zdaj, ko je 8 mesecev, kako naj to cepljenje, kaj bi vi predlagali, kako naj cepljenje poteka pri njih zdaj? Torej, že sedaj smo imeli to možnost, da se cepijo tam do 8. meseca. Mislim, da je to zaenkrat ustrezno. Ta kombinacija prebolelosti in cepljenja nudi kar zelo dobro zaščito. Seveda, boljša je možnost, da se najprej cepite in potem blago zbolite, ker je ta možnost seveda neprimerno manj tvegana, ampak seveda tudi obratno, na koncu, če se vse srečno izide, nudi dobro zaščito. En odmerek. Torej, se strinjate s tem 8 mesecih, da se zdaj podaljša? Seveda se strinjam, se pravi, možno je, da bomo to obdobje lahko še podaljšali, pač odvisno od podatkov. No, jaz sem še zadnje za na konec še vprašanje, kako je sedaj s pogojem PCT pri
pregledih pri osebnem zdravniku se je kaj spremenilo, kar se je prišlo v javnosti? Naj bi se, tudi jaz sem samo slišala, torej seveda mi smo imeli ves čas te epidemije iz različnih razlogov slabšo dostopnost zdravstva. In ne bi želeli, da jo karkoli še poslabša. Tako da bo treba pač najti tiste situacije, v katerih je seveda razumljivo, da je pogoj potreben. Recimo, če je nekdo sprejet na hospitalizacijo planirano, takrat ima čas opraviti test, opraviti mora tudi kakšne druge preiskave, potem pa pride v bolnišnico in tam je seveda izjemno pomembno, da se ne raznese okužba. So pa drugi stiki, pri katerih ne bi bilo pametno, da bi tak pristop stike omejeval, ker zdravstveno obravnavo ta oseba potrebuje, kadar jo potrebuje. Tako da je treba pač najti neko pravo mero, seveda je pa treba apelirati na ljudi, da se tega zavedajo, da sicer vedo, da recimo nimajo testa ali pa še niso bili cepljeni, da potem, ko vstopajo v zdravstveno ustanovo, ne ogrožajo drugih, da so zelo striktni pri tem, da nosijo masko, skratka, da se držijo na distanco in tudi tukaj je potrebna pač odgovornost vsakega posameznika. Ampak kako je zdaj, veste? Mislim, da trenutno odlok še ni spremenjen, potekajo pa neke razprave, mislim, da je celo minister nekaj v medijih omenjal, ne poznam teh stvari. A lahko samo še poživitveni odmerek pri Janssenu je enako, kot če bi se cepili prej za AstraZeneco, torej Tako. ne vpliva en odmerek, dva Ne, odmerka prej. polno cepljenje, ne, polno osnovno cepljenje je pri Janssenu 1 doza. Okay. Mogoče sem še zadnja stvar glede cepljenja otrok. Vi ste bili relativno zadržani v izjavah glede tega, ne? Svetovna zdravstvena organizacija ima tudi neke pomisleke, tudi da niso še... V ta stvar ima pa celo zgodovino. Svetovna zdravstvena organizacija, to je mogoče že 2-3 mesece tega, in na svoji spletni strani objavlja eno izjavo, da ni dovolj podatkov o varnosti. Mene je to zelo presenetilo, ker cepiva so registrirana pri otrocih na 12 let, takrat smo tudi, ne samo jaz, tudi drugi kolegi, pač se obrnili na Svetovno zdravstveno organizacijo z vprašanjem, kaj se dogaja, no ne vem, kako so bile te stvari povezane, res pa je, da v naslednjih dneh je Svetovna zdravstvena organizacija to izjavo umaknila, ker so jo ocenili kot neustrezno, saj so cepiva registrirana. Tisto, na kar je Svetovna zdravstvena organizacija želela opozoriti in kar je dejstvo, je pa, da v tistih okoljih, kjer ni dovolj cepiva, je treba kot prioriteto cepljenja cepiti odrasle ljudi, starejše ljudi. No, ampak pri nas je dovolj cepiva, ne? Pri nas je dovolj cepiva, tudi posvetovalna skupina za cepljenje je nedavno povzela stališče Evropskega združenja za pediatrijo, ki izrecno priporoča cepljenje otrok, torej mladostnikov, za katere cepivo je registrirano. Moram pa jaz še enkrat povedati, da seveda obstaja kar nekaj skupin, nekaj otrok, pri katerih cepiva niso registrirana. In odrasli moramo res imeti toliko odgovornosti do otrok, da zagotavljamo in njihovo zdravje, in odprte šole s tem, da se cepimo odrasli. Zato je prioriteta cepljenja vendarle tudi pri nas na odraslih. Je pa priporočeno cepljenje tudi za otroke. Hvala.